Jaz sem Jože Ban iz Velikih Brusnic, rojen sem leta 1936 in se nahajamo zdaj v Velikih Brusnicah, ki vam bom pokazal, odkot je ta avion ameriški priletel in kako so ga ti nemški lovci sestrelili. Kje je ta avion priletel? Ta avion je priletel z novomeške strani. Tukaj gori prišel čist počas, tukaj še ni, ki je od tam prišel, ni še goril. Ki je pa tukaj malo višje, sem gor prišel, je pa že začel goriti. Je bil v plamenih in tam tako, na tej ravni, tako sta skočili trije padalci, eden je skočil pa že, ki je avion uren goril, ne? Je pa še eden skočil. In tisti smo mi otroci šli za njim, če ga bomo dobili zaradi padala, se nam je šlo, da bomo bi do hlač prišli, pa oziroma do blaga, ki je bilo tako popularno. Ne? Ti nemški aviončki taki, ko so naši pilatusi, podobnega, so eden z leve strani, eden z desne, kot bi kakšen vodni curk v njega spustil. In moment se ga zažgala. In ko je ta avion je tukaj začel, je še obrnil en krog in naredil, pa je hotel sem na Brusnici jet, ampak najbrž po mojem je bil še pilot noter, ga je preusmeril, drugače bi se tukaj v našo vas zrušil. Ga je preusmeril še čez to hosto dol in smo mi otroci rekli, saj tukaj bo nekaj pol. In tisti padalski zadnji skočil, ga je neslo proti za njim, za tem gorečim avionom. Ampak ta padalec smo ga mi v tem otroci videli, ki je ostal na eni bukvi pokrita z njegovim padalom. In on je bil tudi še gor. In en signal je dal nam, ampak se ni upal, ko ni vedel, kaj smo mi za en, ali smo take sorte, ali smo take, tako da ni pa več nam signala dajal. Mi smo šli pa naprej zaradi aviona, da bomo videli, kje je pol. Mi smo vsak čas ga najdeli, vsak čas, a ni bilo ne kraja na konca. Čez drn in strn po host smo šli pogledati, no in tam smo tiste razbitine oziroma goreče je bilo vse, ki je gorelo. Ampak je bilo pa razbito, tudi daleč naokoli. Ni bilo do določenih stvari si že prišel, do določenih pa ne. Tam se je videlo par mitraljezov, taki po 2 metra dolgi, so bili razstrešeni, za kam so bili namenjeni, verjetno za oporo partizanem, ampak mi smo tam otroci bili že, pred so pa za nam prišli pa domobranci. In ko so domobranci prišli, se mi še nismo tudi nič bali. In partizanov se nismo kot otroci bali, smo bili že toliko srčni. Ampak so pa partizani začeli napadati, je pa že pokad začelo. Smo bili pa v navzkrižnem ognju, smo pa mi otroci mogli potegniti, drugače ne vem, kaj bi bilo. Se potegnili so tudi domobranci, ne? In so že partizani zaseli po gorišče. Ni bilo več tam do njih možno priti. Kaj pa, v kak stik ste vi prišli, takrat ste videli te ameriške padalce? Ameriškega padalca sem videl samo na enih 12 do 15 metrov visoki bukvi, ki je bil še padalo na njemu. Oziroma, ni bil, on je bil že med bukvom, padalo je bilo pa bukva pa je bila pokrita s padalem. Tako da samega, kakšnega živega, sem samo tega videl na 15 metrov. Pa niste šli pol zraven k tej bukvi, temu padalcu, ki je bil na bukvi? Ne, mi smo ga tega kar pustili, smo šli kar naprej, se je nam šlo zaradi aviona, ki je pol. Tega smo pa kar pustili, mi pomagati mu nismo mogli nič, pogovarjati nismo mogli nič, smo rekli bolj, da mi se zdi, da je bil sigurno, da je bil oborožen, da lahko bo začel streljati, kar pa išmo mi od njega stran. In nas je tukaj bilo 8 fantov, jaz se tukaj nisem jaz sam. 8 fantov nas je bilo tukaj iz Brusnic. To ste bili otroci? Otroci vsi. Je bil Gazva Tone, pa je bil Gorenčov Franci, pa je bil Gorenčov Jože, pa je bil Ljudvik, pa je bil brat moj Lado. To smo se dirkali dol, da smo videli to. Za otroke je bilo zelo zanimivo, take razvaline, taka gmota, pas tukaj na naše ozemlje. A ste kaj našli, ste kaj pobrali? Ni bilo časa pobrati nič.
za municijo nam ni bilo dosti, čeprav smo že znali rokovati tudi s kakšnim bombam ročnim in tako naprej, ampak tisto nas ni. Mi smo imeli samo en določen cilj, da bomo do teh padalcev prišli noter, ne. Ta cilj je bil naš. Da bomo do padalj prišli, do blaga.